Problem je danes ta materialistična kultura, ker nas zasužni, ker postanemo sužni tega, kar naj bi nam pomagali živeti bolje. Problem ni v tem, ali je celibat ali ni celibat. Problem je to, da ti daš svoje življenje ali ga ne daš. Edini grob, ki je spričano prazen, je Kristusov grob. Če stojiš v garaži, še ne pomeni, da si avto, ne? Če stojiš, hodiš v cerkev, še ne pomeni, da si kristjan. Spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli v podcastu Info 360. Z vami sem novinar Nenad Gliks, moj današnji gost pa je duhovnik Rok Pogačnik, upravitelj župnije Križe pri Tržiču. Pozdravljeni, gospod Pogačnik. Lep pozdrav, najlepša hvala za vabilo. Povabil sem vas ob prazniku Velike noči Jezusovega vstajenja od mrtvih, torej največji krščanski praznik, vendar pa niso ključni pri tem prazniku pirhi, šunka, potica in tako naprej, pač pa je ključno darovanje Jezusa za odrešenje vseh ljudi. Pa me zanima, kako bi najbolj preprosto pojasnili ljudem pomen tega praznika. Ljudje poskušamo večkrat svoje življenje reševati na različne načine, situacije, v katerih se znajdemo. In so vprašanja, ki so za človeka pa nerešljiva. In to so vprašanji predvsem greha, nečesa slabega, kar sem naredil, kar sem opustil, ljubezni, ki sem jo prelomil, od kjer sem odšel, in smrti. Pred tem se na koncu vsi znajdemo. Pred tem, da po taki ali drugačni penziji pride grob in kljub mnogim besedam o večnem spominu, spomin zbledi. Ljudje pravijo, da prva stvar, ki jo pozabimo, da je glas nekoga, ki je odšel. In pred vprašanjem greha, pa pred vprašanjem smrti, je človek sam nemočen. In Bog poseže v to zgodbo in pride sam, oče pošlje sina, odrešenika, da bi nas tega rešil. Najprej na križu nas reš greha, on je kot tista daritev, ki umije vse naše grehe, njegova ljubezen nas spremeni. In potem druga stvar, njegov grob je prazen. Edini grob, ki je spričano prazen, je Kristusov grob. Ne zato, ker bi ga nekdo ukradel, ampak zato, ker se je zgodil ta čudež vstajenja in je to za nas upanje, da bomo tudi mi deležni enkrat te večnosti. Tako da Velika noč pravzaprav odgovarja na najgloblje dileme človeškega življenja z enim takim neverjetnim božjim posegom, ki je pravzaprav vse spremenil. In to je v bistvu sporočilo za vse čase, tako za čase pred 2000 leti, kot za sedanji čas, ko preživimo veliko ur pred zaslone in tako naprej. Sporočilo je enako, mar ne? Zaslon nas ne bo rešil. Tudi sami sebe ne bomo rešili. In to lahko v življenje prinese eno veliko sproščenost, pa eno veliko veselje. V najglobljih vprašanjih svojega življenja jaz imam odrešenika. Imam nekoga, ki je, če rečemo po domače, stvari zame uredil, stvari zame zrihtal. In na temu lahko gradim eno svoje bivanje, ki je drugačno, ki je bolj polno veselja, ki je predvsem bolj neobremenjeno, temu rečemo veselo in odrešeno. V času obilja, ko dobivajo otroci recimo na desetine daril ob rojstnih dnevih, pa vse težje darujemo soljudem svoj čas, svojo pozornost. Ampak to je vredno veliko več, mar ne? Človek vedno kljub vsemu materialnemu obilju verjamem, da doživlja, da ga te stvari ne nahranijo, da te stvari ne odgovorijo na najgloblje vprašanja naših duš, naše notranjosti. In šele ko ugotovimo, da so te vrednote pravzaprav zelo minljive, da vse to, kar dam vase, kar dam nase, slej ko prej mine, pa ne rečemo, so te stvari slabe. Te stvari so dobre, če jih znamo dobro uporabljati. Stvari so zato, da bi one nam služile, ne da bi mi služili stvarem. Problem je danes ta materialistična kultura, ker nas zasužni, ker postanemo sužni tega, kar naj bi nam pomagali živeti bolje. In večkrat ljudje, ko nekomu pomagajo nekaj dobrega, naredijo za nekoga, rečejo, ob tem sem se pa dobro počutil. In
se zdi, da se v njih zbudi ena notranja gotovost, da v tem, ko za drugega človeka nekaj naredijo, da se dotikajo nečesa, kar je presežno, kar je večje od njih. Tako da gotovo se zdi danes, da pomoč drugim večkrat usiha, da stiske drugih ne opazimo, in to večkrat so bolj duševne ali pa duhovne stiske, kakor nujno materialne stiske. Po drugi strani pa stvari vse niso tako zelo črno-bele. Vidimo pa, takoj Slovenci znamo res pomagati. In ko se zgodi ena tragedija, stopimo skupaj, naredimo zadeve. Jaz sem te dni, pred nekaj časa, smo imeli te ujme, tudi v naših koncih, naši zlati gasilci so delali noč in dan, da so sanirali škodo. Sosedje so pomagali drug drugemu, kaj šele, če se kakšne večje stvari zgodijo. Ljudje so vsem pripravljeni skupaj stopiti in narediti nekaj dobrega, ker verjamem, da tudi čutijo, človek globoko v sebi čuti, da so to tiste stvari, ki so v življenju vredne, ki ga kot človeško bitje presegajo. Škoda pa, da se to najbolj vidi šele, ali pa da moramo čakati na kakšno ujmo ali pa na kaj hudega, da to pride bolj na plan. Ob večjih krščanskih praznikih so cerkve še vedno polne, ne? Sicer pa redko. Ne? Kot ste mi omenili, hodi recimo v vaši župniji križe pri Tržiču, zgolj kakšnih 10% ljudi redno k maši. V družbi individualizma in potrošništva, ne, o čemer ste prej govorili, se zdi, da imate mladi duhovniki, kljub temu, da lažje razumete nove rodove, vse večji izziv nagovoriti ljudi, pritegniti, da vam prisluhnejo o poznanjanju evangelija, mislim na mlajše generacije. Na koncu je tako. Mi, mladi duhovniki, odrešeniki tega sveta nismo. Tudi ne bomo odrešeniki situacijo, v kateri se je v naši zahodni družbi znašel človek in znašla posledično tudi cerkev. Mi imamo odrešenika, ki je Jezus, in to odrešenje moramo ljudem velikodušno ponuditi. Na koncu ima pa vsak človek tudi to odgovornost, da se odloči, koliko mu bo to sporočilo pravzaprav pomenilo, koliko bo krščanstvo oblikovalo njegovo življenje. A bo moje krščanstvo to, da grem nekajkrat na leto morda v cerkev, da poskušam nekako dobro živeti, ali bo moje krščanstvo oseben odnos z Bogom. Torej, tukaj se mi zdi, da se ta velika bitka odvija, koliko nekdo osebno pusti, da ga Kristusovo sporočilo, ampak tudi Kristus sam kot oseba, odnos z njim, da ga spreminja. In tukaj je vedno potreben oseben angažma. Mi duhovniki lahko še toliko stvari delamo. Tudi če bi bile cerkve polne, je lahko nekdo, ena taka rečenica obstaja, da rečejo, če stojiš v garaži, še ne pomeni, da si avto, ne? Če stojiš, hodiš v cerkev, še ne pomeni, da si kristjan. In mogoče tisti, ki smo bližje Boga ali pa bolj zaangažirani v to, vsakeč znova še močneje doživljamo, koliko je v nas še slabega, kaj ga je treba spremeniti, koliko stvari je treba Bogu še dati, da jih svojo lučjo presvetli. In ravno v tem bi jaz videl odgovor, v osebnem angažmaju vsakega človeka, da se vpraša, a ta prihod Jezusa Kristusa, velike stvari so se od takrat zgodile, krščanstvo je oblikovalo našo družbo, prineslo marsikaj dobrega, o čemer redno pozabljamo, ker se nam zadeve zdijo samoumevne, a ta Jezus Kristus kaj pomeni? A ta križ, pa ta prazen grob potem zame osebno kaj pomenta? In če pomenta, je treba svoje življenje potem spremeniti. Tukaj mora človek biti nekako toliko iskren do sebe, da si jasno postavi določene vprašanja in na nje išče tudi resne odgovore. So vas sporočila protislovna, ne? To, ko sem prej govoril glede težav pri naslavljanju oziroma pritegnitvi mlajših rodov. Recimo pred kratkim smo imeli državnozborske volitve, pri čemer so nekatere raziskave pokazale, da so mlajši volivci, naprimer od 18 do 24 let starosti, v večji meri volili za desnosredinske stranke. Ne?
kar so si nekateri razlagali kot nek trend vrnitve k tradicionalnim vrednotam, pač obrat. Me zanima, ali tudi vi to opažate in kako si razlagate? Sam veliko razmišljam o tem vprašanju. Razmišljal sem o tem, kako sem sam doživljal volitve, ko sem bil enkrat dijak. Mi takrat družbenih omrežij, prek katerih danes veliko teh informacij pride, veliko tudi polarizacije zaradi vseh teh raznih načinov, kako se predstavljajo določene vsebine poslušalcem. Tega takrat ni bilo. In tudi televiziji nismo gledali. In jaz rečem, da smo bili mi v našem času dokaj apolitični. Verjamem, da tudi družbena omrežja prispevajo k temu, da ta vprašanja za mlade postajajo bolj aktualna, da se jih sploh lahko na način dotaknejo. Kar je dobro, ne? Jaz mislim, da je to odlično. Po drugi strani verjamem tudi to, da marsikdo ugotavlja, da ta svet, v katerega je bil rojen, da je nekako sebi zlomljen in da so se določene prakse ali pa načini življenja izvotlili in da ne prinesijo tiste sreče pa tistega blagostanja, ki bi si jih želeli. Zlomljena srca, zlomljene družine, zlomljena družba. Mogoče so pa naši dedje vsem kakšne stvari pravilno delali. Ne verjamem, da mlad človek čuti določeno stisko, ki je padla na ta naš zahodni svet in da tudi na ta način išče ene določene odgovore. Ne bi pa rekel, da je pa ta obrat zdaj zelo velik. Govoril sem zadnjič s fantom, ki sem v birmanski boter. Lansko leto je bil maturant in sem ga vprašal, kako pa je kaj z volitvami. In maturiral je na eni praktično dobri gimnaziji. In je rekel, od celega razreda smo šli 4 volt in tisti, ki smo volili desno. Torej, da bi zdaj govoril o enem strašnem obratu, mislim, da so določena znamenja obrata na desno, je pa vprašanje res to, koliko je zdaj to globok obrat pri mladih ljudeh. A bo ta obrat k tradicionalnim vrednotam zdržal tudi tisti trenutek, ko se bo treba odreči enim svojim osebnim užitkom ali pa enim svojim osebnim ciljem, ko bo treba samega sebe na en način žrtvovati, nekaj iz svojega življenja tudi odvzeti, zato da bi naredil iz svojega življenja nekaj velika. To je pa zdaj eno veliko vprašanje, koliko so pravzaprav, koliko je ta obrat k desnim, ali pa moramo reči tradicionalnim vrednotam, vsebinsko poln. In to se mi zdi tudi ena stvar, ki jo lahko duhovniki, ampak jo lahko tudi mediji delate, da te stvari podkrepimo z dobro vsebino. Da pokažemo, da so te vrednote, katerimi se zdaj določen del mladine obrača, res pozitivne. Da so ljudje zaradi teh določenih vrednot bolj srečni, bolj svobodni ljudje. Nedavno smo imeli priložnost pač izkazati odnos do vrednote življenja. Ne. Bil je referendum zoper zakon o pomoči pri samomoru, ki je neposredno trčil v cerkveni nauk o nedotakljivosti življenja od spočetja do naravne smrti. Ne. In tukaj se je cerkev zelo angažirano tudi vključila, torej zoper potrditev tega zakona. Tisti, ki so pa bili poraženi na referendumu, so se pa pritožili na Vrhovno sodišče in skušali izpodbiti veljavnost referenduma. Med drugim, češ, da se je recimo cerkev, pa tudi zdravništvo, da sta se nezakonito posegla v predreferendumsko kampanjo in vrhovni sodniki so jih sicer zavrnili, vendar pa so povedali tudi, da neposredno pozivanje k glasovanju proti presega verski okvir in sodi že pod propagando. Me zanima vaš komentar, ali gre za na nek način poziv k utišanju cerkve, da se jasno izrazi glede takih ključnih vprašanj? Jaz mislim, da je cerkev v teh stvarih enostavno to res trči v vrednoto ohranjanja, spoštovanja, spodbujanja življenja, dostojanstva človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. In to je kristjanom zelo, zelo dragoceno.
To je ljudem, ki živimo tudi v močno povezanih skupnostih, kjer vidimo in mečke nedojenčke, in starejši ljudi, in oboji nam prinesijo veliko bogastvo, res velika bolečina, in splav na eni strani, in evtanazija. In tukaj je šolski primer, ko se cerkev more oglasiti in jasno povedati svoje mnenje, svoje stališče in tudi na različne načine nagovarjati zdaj vernike in civilno družbo. Vprašanje samega načina gotovo vedno je aktualno in morda, če je sodišče spoznalo, tudi to bom rekel, tudi cerkev se še uči demokracije v Sloveniji, tudi mi se še učimo, kako v določenih primerih reagira. Če so bili določeni letaki razdeljeni, mi vemo, da smo jih razdelili, bi se bo najbrž pošteno vključiti tudi v predreferendumsko kampanjo. Po drugi strani pa cerkev znotraj bogoslužja lahko nagovarja vernike in to je pa zagotovljeno s tem načelom, pravzaprav v ustavo zapisano pravico o verski svobodi in o svobodi izražanja svojega mnenja. In to res moralne vprašanja so šolski primer, kjer se cerkev more odzvati in kjer se bo vedno jasno odzvala, ne glede na to, kdo je predlagatelj tega ali onega. Poglejmo recimo papeža Leona. Jasno se izrazi ob vojnah, ki jih ne nujno zaneti, ampak potem začne tudi, bomo rekli, bolj desna stran in je jasen glede nasilja, nedolžnih, glede trpljenja vseh teh ljudi, civilnih ljudi, ki nimajo nobene veze z vso to zgodbo, in po drugi strani zelo jasen, kar se tiče evtanazije, kar se tiče splava. Se pravi, cerkev ima sporočilo, ki je nadpolitično. In je to sporočilo evangelija, sporočilo o spoštovanju in ljubezni pravzaprav do človekovega življenja, in o tem nikoli ne bo nehala jasno govoriti in ima dolžnost in pravico, da te stvari pove. Ja, mnogi so bili presenečeni v bistvu in tudi so pozitivno sprejeli ta angažma cerkve, ker je večkrat v preteklosti so čutili, češ, da je ostala tiho, ko bi lahko spregovorila. 35 let po osamosvojitvi imamo v Sloveniji izrazit problem s kršenjem 7. in 8. božje zapovedi, torej ne kradi in ne pričaj po krivem oziroma ne laži. Kot so pokazali tudi nedavni prikriti posnetki, ki smo si jih lahko ogledali, je korupcija dejansko rak rana naše družbe, ki se je zažrla vse pore. V času te vlade pa kaže, da se je dokončno oblikoval nek vzporedni sistem kriminalni v korist posameznikov. Čemu bi pripisali to moralno dno, ko privilegiranci očitno uživajo celo sodno imuniteto? Pričemer seveda bi želel izpostaviti, nikakor ne bi posplošil to korupcijo kar na celotno populacijo, ampak da tisti ključni ljudje vplivni, da praktično lahko delajo, kar hoče. No, greh se vedno začne v človekovem srcu, v njegovi notranjosti se ta boj odvija. In če tukaj ni ene čuječnosti nad samim sabo, nad tem, kar se dogaja v moji notranjosti, kar je prav in kar je narobe, in ene življenjske načelnosti, da pa jaz hočem živeti dobro, pošteno, lepo življenje, ki pomeni ne izkoriščati drugih ljudi, sploh pa ne tako lepe stvari, kot je naša Slovenija, tako težko prislužene zadeve, kot je naša svobodna Republika Slovenija, naša neodvisnost, vse to, kar nosimo kot narod sabo. Demokracija. Ja, to se začne nekje v človekovi notranjosti. In prav od politikov, če želite, od tega sloja, v katerega vsi gledamo z enim zaupanjem, da nas bodo vodili po enih dobrih, pravičnih, lepih poteh in naš narod vzgajali, bi človek pričakoval najvišjo človeško kulturo in najvišje sledenje tem idealom in na koncu tudi najvišje preizpraševanje samega sebe, a je to, kar delam, prav. Gotovo bi mogla naša država in tudi volivci s tem vse narediti, da se ta sistemska korupcija počisti, kakor se pač
to da. Vi imate višje mnenje o politiki kot jaz. Torej, ne delam si utvar, da v politiko ne pride kup ljudi, ki so pač koruptivni, ki skušajo, ki jim ni v fokusu dobrobit skupnosti, ampak njihova lastna, izključno lastna dobrobit. Kar se mi zdi pa posebej skrb zbujajoče, pa je, da družba nima nekih obrambnih mehanizmov, da ne delujejo zoper to. Recimo, da nam je odpovedala pravna država, da, kot sem rekel, imajo nekateri sodno imuniteto, ne, torej, da se ne znamo upreti temu, da se je že tako to razraslo. Ne samo politiki, ampak recimo tožilci, sodniki, policija. Jaz se bojim, kakšen pedagoški moment tukaj nastane za vse ostale. Ne? Danes vse te stvari hitro pridejo na dan, o teh stvarih beremo, te stvari se vidijo na televiziji in človek ob slabem zgledu se hitro tudi sam kvari. Ne vem, kako to vpliva na našo mladino, ko vidi, da našo državo lahko vodijo ljudje, ki so zelo skorumpirani. Jaz bi se tudi tega ustrašil. Kaj vi opažate? A je bi rekel, tista dikcija, saj so itak vsi enaki in tako, ali opažate tukaj, da so bolj pozorni, ne, in da ločijo? A govorijo posebej o mladih ljudeh? Posebej o mladih, pa tudi lahko sicer nasploh z ljudmi, s katerimi prihajate v stik. Jaz čutim, da ljudje poskušajo ločati, čeprav dvomam pa, da ločujejo vedno pravilno. Mislim, da so podobno naivni, kot sem jaz naiven. V smislu tega, da zelo zanimivi visokimi ideali hočejo določene politike pogledati. Ne vemo, da se pa korupcija dogaja tako na eni, kot na drugi strani in da jo je na obeh stranih potrebno omejevati in preganjati. Zdi se mi, da ljudje izgubljajo ob tem ne samo zaupanje v funkcionarje kot take, ampak tudi v institucije države, ki ne bi funkcionirale, ne glede na to, katera politična opcija je zdaj na oblasti. To se mi zdi zelo, da razkraja našo družbo in tudi naš narod. Ne? Eno stvar bi še izpostavil, ki tudi žal prispeva k temu razkrajanju. Ne? V okviru tega, torej sredi Evrope, smo soočeni z nepokopom posmrtnih ostankov po vojni pobitih ljudi, domobrancev, civilistov. To traja že več kot 80 let od tega zločina, zoper njih pa še niso pokopani. Odkot to premajhno zavedanje, da v bistvu kako barbarsko je tako stanje, tak odnos in kako močno nas zaznamuje še 80 let po vojni. Torej, to ni, kdorkoli bi želel to pozabiti, ne, češ, tam so neke kosti, nekje ležijo, pustimo to, ampak to ne kriči vedno manj, vedno bolj to kriči. Sam sem v povojnih pobojih, sicer je to del moje družine, ki prihaja iz Hercegovine, izgubil pradedka. In vem, kakšna bolečina je bila povezana s tem, ampak tiha, prikrita, ker je mogla biti tiha in prikrita, da smo dedku nekje na našem domačem pokopališču prižigali svečo ob enem križu vsako leto za 1. novembra in se ob tem spraševali, ali je preživel, ali je umrl. Jasno je, v Zagrebu je bil leta 1945 ubit in najbrž vrnjen enega od tistih obrambnih jarkov in zasud. Predstavljam si, da je bila zgodba taka, ampak zadej je družina, ki so ji porezali korenine, ki se je mogla tukaj v Sloveniji, ko je sem prišla dolga leta skrivati, ker bi eno izpostavljanje je lahko prineslo težave. Tudi zanimiva stvar, potem prava babica je prišla tukaj s staro mamo in s njenim bratom in je bila nekaj let potem v Begunjah ob 2 majhnih otrokih zaprta 1 mesec, zato ker so zvedeli, kakšno je bilo njihovo politično ali tako ozadje.
Se pravi, sam govorim kot nekdo, ki ima osebno izkušnjo s to stisko, čeprav je bila pri nas doma vedno zelo zakrita in se o tem nikaj prav dosti govorili, šele zdaj uspemo odpirati te rane, pa to zgodbo. Jaz verjamem, da to je pa res tukaj eno dno človeštva, da ne znamo drug na druga pogledati kot na človeka, ne glede na to, kakšno je naše politično mnenje, kako smo na kateri strani nekdo preživljal, če želite, drugo svetovno vojno, da vemo, da je smrt nekoga tragedija, če ne drugače, osebna za celotno družino in da si vsak zasluži dostojen pokop in mesto, kjer se ga bomo spominjali. Sam sem bil tudi pri izkopavanjih iz tega brezna pod Macesnovo Gorico. Tam je bilo, mislim, da okoli 3500 žrtev. A veste, to so bile lobanje, razporejene tam po tleh, umivali smo tiste kosti. Kako pa to, da ste bili vi tam udeleženi? Zanimivo je bilo, da jaz sem bil kaplan v Ribnici. Tudi. In sem takrat pravzaprav šele s temi vprašanji prišel v stik. In tudi v meni so se začele odpirati ta vprašanja, pa te rane, naše družinske, ob pogledu na zgodbe, ki so se dogajale v tistih krajih. Potem sem šel pa enkrat na sveti večer v Kočevski Rog. Želel sem si prinesti nekaj mahu za naše jaselce in en kamen iz teh prostorov. In sem šel res k temu breznu pod Macesnovo Gorico, tako so se začela že določena izkopavanja in sem videl, da je na tleh en kamen, ki se mi je zdel nenavaden. In sem se pobližal in sem ugotovil, da je to kost. Ne? In takrat nabral zob kosti, ki so bile enostavno tam ob teh izkopavanjih enostavno ta gmota razstreljenega kamenja, ki se je pomešala s posmrtnimi ostanki, je bila odvažena iz jame in določene stvari so tudi padle ali ostale na tleh in jaz sem to takrat pobiral, klical doktor Dežmana in potem na način vstopil tudi za en dan ali dva v to samo izkopavanje, ki me je bivansko pretreslo. Ampak kaj sem želel reči? To, da ko gledaš, da tam pobiraš ven zobne ščetke, rožne vence, gumbe, da greš, to so bili ljudje, ki so imeli žene, ki so imeli otroke, veliko, toliko mladih, da niti tega v svojem življenju niso mogli doživeti. In te ljudje za sabo nosijo družine, ki so ostale brez svojih sinov, brez svojih bratov, eno veliko, veliko bolečino. In da bi uspeli kot družba mi normalno zaživeti, si moramo dovoliti toliko sočutja drug do drugega, da tem ljudem najdemo primeren grob in da to zgodbo zaključimo s to mislijo, ki jo je kardinal Rode enkrat povedal na Brezjah, je rekel, cerkev žaluje tako za partizani, kakor žaluje z domobranci. Eni in drugi so bili sinovi cerkve. Velika večina partizanov je bila seveda katoličanov. Ne? Točno, ja. Ja. Katoliška cerkev ima po Evropi, enako kot v Sloveniji, po celi Evropi, velike težave zaradi pomanjkanja duhovnikov. Kar je sicer značilno tudi za druge verske skupnosti, ampak če pogledamo na primer čez mejo. Na avstrijskem Koroškem sem bral, da je skoraj polovica duhovnikov že iz tujine, torej iz Poljske, Indije, afriških držav. Pri nas še tega ni, ne? Ampak ali to čaka po vaše tudi Slovenijo in kako mislite, da bi Slovenci to sprejeli? Zdi se, da se kdaj ti duhovniki, ki prijo nekateri z res velikodušno željo po služenju, drugi tudi z iskanjem enega boljšega življenja v teh krajih, lepo vklapljajo v te skupnosti in tudi velikrat velikodušno in dobro delajo, ampak da so kulturne razlike velikrat znatne. Da že duhovniki, ki prijo z Poljske, ker jih je še kar nekaj, sam sem tudi na Poljskem 3 leta študiral, drugače funkcionirajo med ljudmi, si svoje duhovništvo drugače živijo, kot bi ga živel avstrijski duhovnik. In ta situacija
v nobenem primeru ni idealna, to je gašenje požara. Ampak je treba na ta način pogledati tudi z določeno sproščenostjo, s tem, da smo bili mi tisti, ki smo, jaz sploh ne, ampak zahodna družba, ki je kot center krščanstva pošiljala v Afriko, v Azijo, v Južno Ameriko svoje misionarje. In da je zdaj zahodna družba tista, ki se je ta usluga vrača in je potrebna misijona. Zdaj pa bodimo samo veseli, pa molimo za to, da bodo ti duhovniki, ki prihajajo, res želeli prinesti vsem evangelij in resnico o tem, da je človek odrešen. Nekaj mesecev ste opravljali tudi službo duhovnika na turističnih ladjah, križarkah. Ne? To verjamem, da ima redko kateri slovenski duhovnik to izkušnjo. Bili ste tam tako za osebje kot za potnike. Ne? Imeli ste izkušnje z delavci iz Indije, Filipinov, ki garajo, kot sem bral, ste povedali, tudi po 10 mesecev na leto na teh ladjah in potem, da lahko omogočajo dostojno življenje svojim družinam doma in preživijo naprimer 2 meseca na leto z domačimi. Torej, mnogo čemu se odrekajo. Ali smo Evropejci v primerjavi z njimi bolj razvajeni, torej, da se nismo toliko pripravljeni odrekati v prid drugih? Težko bi dal neko načelno sodbo, kar se tega tiče. Gotovo pa je bil pogled na to razmerje teh ljudi, ki so prišli na ladjo dopustovati in tistih, ki tam delajo zato, da preživijo svojo družino na en način tragičen. Bi pa tukaj poudaril to, da se zdi, da te zadeve nagnjenosti k grehu, dajmo reči k razvajenosti, k temu, da se človek ob enem ubilju do določene mere tudi sperverzira. Lenobi. Lahko klenobi, da so to stvari, ki so del naše padle narave. Se pravi, verjamem, da je lahko tudi en Indijec prav tako len, kakor en Evropejc, če želite. Tako da se pa ta lenoba na drugačne načine prikazuje. Jaz sem čudovite ljudi spoznal tudi med potniki, veliko dobronamernih iskalcev Boga in sem imel podobne pogovore v življenju tako s potniki kot z uslužbenci. Na koncu je tudi to, a veste, tudi uslužbenci so v svojem prostem času živeli tam v veliki meri plitve odnose, pa veliko časa preživljali na svojih telefonih, določeni, drugi živeli. Ne bi generaliziral, kar se tega tiče. Bi se dotaknil ene teme, ki skoraj vedno pride na plan, še posebej, ko se nagovarja mlajše duhovnike. Mnogi menijo, da bi odprava celibata, torej, da bi se duhovniki smeli poročati in živeti spolnost, privedlo več mladih k temu poklicu. Taka je neka poenostavljena razlaga, s čimer pa se vi ne strinjate. Pa me zanima, zakaj se vam ne zdi odprava celibata pravi korak, kljub temu, da vemo praktično vse verske skupnosti, večje druge tega ne poznajo, razen pri redovnikih. To je vsekakor večplastno vprašanje, tudi večplasten pojav celibata kot takega. O tem so bile napisane dolge knjige. Predvsem, če je vprašanje reševanje krize poklicev, bi rekel, ker to ni res. V smislu, ker tudi se pri protestantih imajo težave s tem, da najdejo uslužbence, če želite. Namenoma sem rekel uslužbence, ker duhovnik je tisti, ki posveti svoje življenje za drugega. In celibat to na poseben način tudi omogoča. Kako? Zakaj? Ena stvar je, ki je duhovne narave. Pa sicer dajmo eno stvar razjasniti. Katoliška cerkev pozna tudi poročene duhovnike. In to so v redu duhovniki. Samo rimski obred katoliške cerkve pozna obvezen celibat. To mislite grko-katoliki? Grko-katoliki.
katoliška cerkev ima 23 delnih cerkva. Imamo siromalabarsko cerkev, recimo, imamo grko-katolike, cel kup enih teh vzhodnih cerkva in oni poznajo celibat kot meniški celibat, lahko se tudi duhovnik odloči za celibat pred svojim posvečenjem. Poznamo pa tudi poročene duhovnike. Zanimivi so recimo tisti, ki so se iz anglikanstva spreobračali v katolištvo. Duhovniki so jih še enkrat posvetili in so seveda ohranili svoje žene. In problem ni v tem, ali je celibat ali ni celibat. Problem je to, da ti daš svoje življenje ali ga ne daš. Rimska cerkev zahteva celibat, za katerega se vsak izmed nas sam svobodno odloči. In ta celibat se izkaže, da je v veliki meri duhovno pravilno uglašen, v smislu tega, da res smo popolnoma za Boga in popolnoma za ljudi, kolikor uspemo v svojem celibatu biti. Veste, tudi v celibatu človek lahko sebično življenje živi, ki se To pomeni, da se lahko bolj predajate ljudem, kot če bi se hkrati predajali še svojim družinam. Jaz si ne predstavljam ob delu, ki ga imam, ob čustveni izčrpanosti, ki ga to delo kdaj tudi prinaša ob vsem tem srečanju, da bi lahko poskrbel še za eno žensko, ki bi rekel svoja žena, da je bila ona srečna in zakupenih otrok. Zelo bi mogel okrniti svoje delo in velikrat bi bile moje uradne ure bolj jasno določene. Se pravi, kulturološko si ne predstavljam za Slovenijo ali pa za naš zahodni svet, da bi bil duhovnik zares, vsaj v našem kontekstu, lahko poročen. Je pa to. Zanimiva stvar je, da danes redovni poklici, se pravi redovne hiše, ki imajo jasnejšo strukturo in bomo rekli po človeško gledano strožja pričakovanja od človeka, uspevajo. Mladi ljudje se danes odločajo za konkretne stvari, oni hočejo dati svoje življenje, ne pa živeti na pol. Zadnjič sem govoril z enim fantom, ki razmišlja o duhovništvu in gotovo je celibat ena najtežjih stvari, niti najbrž ne vprašanje spolne aktivnosti, bolj vprašanje imeti nekoga ob sebi, zgraditi družino. Ne? In to so resna vprašanja, to so stvari, ki se jim je treba odreči, ki se jim je težko odreči. In sem ga vprašal, povej mi, če bi papež te vprašal, ali ukiniti celibat in če bi to močno potem vplivalo tudi na tvoje življenje, kaj bi rekel? Rekel, ne, definitivno ne ukiniti. Ne? Ljudje vidijo, ko vidijo nas duhovnike, vsaj upam, da živimo rodovitno življenje, da je to pravilen način življenja, dati celo svoje življenje Jezusu. In, a veste, tudi celibat je eno znamenje, ki se mu malo nasprotuje, tudi zato, ker v ljudeh budi določeno slabo vest lahko. V smislu, ljudi večkrat rečejo, vsi so krvavi pod kožo. Ne, mislim, smo. Seveda imamo svoje izkušnjave, ampak ni pa nujno, da nekdo kar dvojno življenje zdaj živi. Celibat je še vse en znamenje, ki danes postavlja vprašanje. V tem seksualiziranem svetu se nekdo odloči za čistost. Ne? V tem svetu, ko nujno rabiš nekoga ves čas zraven sebe imeti, ko rabiš v življenju ustvariti družino, imeti hišo, vsako leto otroke dvakrat peljati na dopust, na smučanje, enkrat po zimi. Je pa tudi odrekanje, ne? A imeti družino? Celibat. Ja, absolutno, ampak tudi družino še predstavlja. Seveda. Ravno to hočem povedati, da je ravno to odrekanje enemu življenju, se pravi posvetitev svojega življenja Bogu, ena stvar, ki ljudi danes, ki jim postavlja vprašanja. Ne? Se pravi, nekdo, en mlad moški ali pa mlada ženska se je odločila, da se vsemu temu odpove za to, da bi služila Bogu. A ne govorite o tem, da očitno v življenju te osebe Bog mora biti resničen. In to se mi zdi, da je neverjetno navdihujoče. In če že ne druge, je celibat treba ohraniti kot znamenje žive vere v današnjem svetu. Ves razviti svet se sooča s tako imenovano demografsko zimo. Ne? Torej, velik presežek smrti nad rojstvi. Ne? Kot se mi zdi, kot da napredek znanosti, tehnologije, izobraženosti v sebi nosi tudi neko kal samodestrukcije. Kako vidite to?
Vidim to v smislu tega, o čemer govorim že od začetka, da je človek na način v svojem bistvu zaradi greha ranjen. In kljub temu, da je zmožen veličine, je zmožen tudi velike pokvarjenosti in tega, da bi svoje življenje preživel na zelo nerodoviten način, da bi bila želja po pitanju svojih apetitov, po sledenju svojih strastem tiste, ki bo vodila njegovo življenje. Ampak kljub vsemu temu, kaj nam ostane? Kaj potem na koncu življenja ostane, če ves čas sledimo samo svojim željam, ves čas želimo nahraniti svoje apetite? Ugotavljamo danes, da je veliko ljudi, kljub takim tehnologijam, zdravstvu, ki je tako napredovalo, zelo nesrečnih in da je porast tudi nekih duševnih bolezni, ki iz tega izhajajo, neverjeten. Ali pa zasvojenosti različnih. Ne? No, točno. In ugotavljamo spet to, da ni tisto, kar bo človeka rešilo, tehnološki napredek ni tisto, kar bo človeka rešilo. Vprašanja so globlja in veliko bolj bistvena. In verjamem, da si morda en kmet, ne vem, v 17. stoletju, 18. stoletju, kljub temu, da je živel veliko bolj preprosto življenje, lahko življenjsko bolj uresničeval. Seveda hvala Bogu za ves ta napredek, ki je oduzel toliko trpljenja, ki je prinesel tudi toliko srečnih zgodb. Jaz si ne želim živeti v 17. stoletju. Ampak takrat so živeli verjetno polovico manj v povprečju. Si predstavljam, ja. Ampak vsekakor je pa treba vedeti, kje je zdaj moj odrešenik. Telefon tega ne bo rešil. Zdravstvo mojih najglobljih vprašanj ne bo rešilo. In en določen napor se od človeka pričakuje, če želi živeti eno srečno življenje, eno izpolnjeno življenje, da si na ta vprašanja vsak dan znova tudi odgovarja. Smo v dobi sesuvanja mednarodnega prava, vojna v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, diktature, tudi avtoritarni pogledi na Zahodu so vse močnejši, kar ogroža stabilnost, mir v svetu, gotovost. A vas osebno te stvari skrbijo in kako bi morala cerkev to naslavljati? Ali je v bistvu se njena moč pri tem, da poziva k miru, konča? Jaz verjamem, da je cerkev, kar se tega tiče, zelo glasna in tudi zelo jasna. Ne vojni. Zadnjič je papež na Svetno nedeljo rekel, da je denar in slab v moči tisto, kar spodbuja vojne in kar cel kupenih ljudi, ki nimajo s celo zgodbo nobenega resne zveze, spravlja v hude stiske, v smrt, v revščino in da cerkev bo tukaj vedno zelo jasno zavzemala eno stališče. In hvala Bogu, ima tudi tako imenovani sveti sedež, se pravi svojo lastno državo, na en način, ki omogoča določeno diplomatsko delovanje in povzdigovanje glasu znotraj te situacije. Ampak bi končal z nečem pozitivnim, torej velika noč je zmaga življenja. Ja. Ko se je Jezus najprej žrtvoval za ljudi in na to premagal smrt. Kako bi nagovorili naše gledalce in poslušalce ob tem prazniku? Jaz bi vam zaželel, da vsak dan v svojem življenju odrinete na globoko. Da se vprašate, kaj je v življenju tisto, kar res prinaša lepoto bivanja. In tudi, da se upamo soočati s tem, s temi težkimi vprašanji našega življenja, tudi s trpljenjem, tudi s smrtjo. In seveda kot duhovnik, kot kristjan želim, da bi ugotovili, da odgovori so, da krščanstvo določene odgovore prinaša. In jaz sem zaradi teh odgovorov drugačen in bolj srečen človek, to lahko povem. In bi želel, da bi
to srečo tudi vsak človek izkusil. Da je ljubljen, da je dragocen, da je Bogu toliko zelo pri srcu. Čisto vsak posebej, če je bil edini predstavnik človeške rase, da bi Bog za človeka postal človek in dal zanj svoje življenje. To je ena novica, ki vse spremeni in ki nas vleče iz tega morečega prepričanja, da smo samo ena drobtinca na tem svetu, ki danes je, jutra pa gre. Ne, dragoceni smo Bogu pri srcu in krščanstvo nam ta vrata Božjega srca, če želite, tudi te resnice na široko odpira. Mislim, da je lepše skoraj ne bi mogli končati. Gospod Pogačnik, hvala za gostovanje v podcastu Info 360. Vam pa, spoštovani, hvala za pozornost. Želim vam vesele in blagoslovljene velikonočne praznike. Lep pozdrav do prihodnjič.